Pozdravljeni! Tokrat v vaših vprašanjih izjemno zanimiva tema. Spraševali se bomo namreč, zakaj pravila v Formuli 1 niso jasna. Tematiko smo že obdelovali pri raznih drugih prispevkih, ali delno in bežno. Namreč nekoga izmed vas zanima, zakaj ne znajo pri FII spisati pravilnika tako, da ne bi bilo dvomov in da ne bi bilo vprašanj. Podobno kot lahko vidimo v raznih drugih športih, kjer je tako jasno, kdaj je nekdo prečkal tisto navidezno črto in seveda prišel v območje, ki je nelegalno. Sedaj pred veliko nagrado Francije bo vstopila v veljavo nova tehnična direktiva, ki bo rahlo spremenila razmerje. Težava ni samo v pravilniku Formule 1 in načelih, temveč tudi v poročanju o vseh teh spremembah. Marsikateri navdušenec je zmeden, ker prebere v raznih virih zadeve, ki se na koncu izkažejo kot netočne, da ne rečem izmišljene. Najprej moramo razumeti, zakaj je bistveno, da ima Formula 1 splošna, široka in netočno definirana pravila. Tu bom parafraziral izrek Colina Chapmana, kar sem naredil že mnogokrat. Colin je nekoč dejal, da samo bedaki slepo sledijo pravilom, bistri se jih naučijo interpretirati. In v tem izreku je praktično zajeto, zakaj je večina pravil takih, da se jih resno da interpretirati. Drugače v bistvu nekega revolucionarnega razvoja v Formuli 1 ne bi bilo. Prav zato, ker so iskali pri ekipah razne bližnjice upogibanja pravil, smo lahko bili priča genialnim izumom. Zaradi tega je bistveno, da pravilnik je definiran, da so načela zapisana, da so tudi zapisani načini, kako se določene stvari preverjajo, in po eni strani se določijo pravila igre, po drugi strani se točno določi, kje je tista meja, kje je tista sivina, kjer lahko bistri inženirji dobijo neko drugačno rešitev. Mnogokrat sem tudi sam povedal, da v Formuli 1 ni greh to, da se krši pravila. Greh je to, da te pri kršenju pravil dobijo. In seveda interpretacija kršenja pravil je izjemno široka. In tu pri ustvarjanju podobe okrog kršenja oziroma spoštovanja pravil imajo veliko vlogo tudi mediji. Mediji so tisti, ki nam, navdušencem, dajo nek vpogled v zadeve, a mnogokrat lahko opazimo, da zgodba, ki nam jo prodajajo mediji, pravzaprav ni resnična, ne odraža tiste realne slike. Čeprav mnogokrat so izjemno objektivni in nam podajo sliko, ki je realna, čeprav kot sama zgodba je lahko tudi malce manj zanimiva. In prav z ustvarjanjem nekih zanimivih zgodb lahko pridemo do tistih puhlic, kako je FIA prodana. Enkrat jo je kupil Mercedes, drugič Ferrari, tretjič bomo videli. A vseeno, pravila Formule 1, ker so ohlapna, imajo svoja načela. Namreč poznamo kar nekaj vzvodov in o enem izmed njih smo pred kratkim slišali kar mnogo zgodb, in to je protest. Marsikdo izmed vas se sprašuje, zakaj so nekateri toliko govorili o protestu, če ga na koncu niso uporabili? No, pravila, kot sem povedal, so zapisana v tehničnem, v športnem in po novem tudi v finančnem pravilniku.
A kako se določi, ali je določen bolid kršil ta pravila, je pa stvar tehničnih direktiv. Namreč vsakomur je jasno, koliko je lahko minimalna teža bolida, ampak kako se bolid tehta, je stvar navodil. Sedaj, ukolikor nekomu uspe, da dobi rešitev, kjer bo bolid prestal tehtanje po tehnični direktivi, ampak na progi bil lažji, je vse regularno. In podobno se je zgodilo okrog zgodbe, vezane na tisti upogljiv zadnji aerodinamični stabilizator. Namreč FIA je določila s tehnično direktivo, kako se meri togost nosilca. In ukolikor je nekomu uspelo zaobkrožiti to oviro, je vse v skladu s pravilnikom. In v primeru, da bi neka ekipa vložila protest, kar je njena pravica, tehnični delegat FIA lahko preberi bolid samo v skladu s tistim, kar je zapisano v tehnični direktivi. Obremeni lahko določen del, naprimer z toliko in toliko kilogrami, in ukolikor se ne upogne, je vse v redu. Kaj se dogaja na progi, ga ne sme brigati. Čeprav on še prej kot mi opazi, da na ravnini se je naprimer tisti zadnji stabilizator premaknil navzdol. In seveda podobna zgodba vezana na tisto čudno zrcalo pri Ferrariju, velika nagrada Španije v sezoni 2018, zgodbo, o kateri smo slišali že mnogokrat. Namreč tehnični delegat je prišel do skuderije Ferrari in jim velel, da na naslednji dirki naj nimajo tistega izrastka na vrhu. Ukolikor bi se kdo pritožil, vložil protest, bi ga moral pogledati in dognati, da je nelegalen. Sledila bi diskvalifikacija, ampak ker ga nihče ni vprašal, se tega ni lotil. A to je princip, ki je prisoten pri marsikateri odločitvi. Namreč nesporno mora biti, da je zadeva izven tistih mej. Pravilnik določa, koliko oktanov mora imeti gorivo, in obstaja postopek, kako se oktane meri. In tu ni kakih drugačnih variant. Kolikor pride do dvomov, kot je prišlo tokrat, bo FIA izdala novo tehnično direktivo, kjer ne bodo spremenili pravila, temveč bodo spremenili način merjenja. In seveda pravilo, ki naj bi bilo tu kršeno, je tisto vezano na mobilne aerodinamične površine. Te so prepovedane. A prav okrog tega pravila v raznih medijih lahko prebiramo puhlice. Naprimer tisto puhlico vezano na Brabham BT46B, tisti znani Brabham z vetrnico na zadku. Mnogi govorijo to, da je bil preveč revolucionaren in da so ga takoj prepovedali. Ne, ni res. Nikoli ga niso prepovedali, še najmanj v sezoni 1978. Bernie Ecclestone se je odločil, da ga ne bo več uporabil, ampak pravno formalno ni bil nikoli prepovedan. Podobna zgodba s pogonskim sklopom Ferrarija v sezoni 2019 in tistim zaupnim dogovorom med skuderijo Ferrari in FIO. Pogonski sklop je bil regularen, kajti nihče ni diskvalificiral ekipe, ker bi imela nekaj proti pravilnikov, in nismo videli nobenega tehničnega poročila, ki bi kazala v to smer. Seveda, v tistem zaupnem dogovoru je lahko zapisano marsikaj, a mi tega ne vidimo, in dokler tega ne vidimo, je vse regularno. In sedaj smo ugotovili, zakaj mora biti pravilnik napisan tako, kot je, da omogoča realizacijo raznih genialnih idej, seveda v tistih sivih območjih. Zadnji iz podobnih izumov je bil sistem DAS,
tovarniški ekipi Mercedes. In verjetno ste mnogi izmed vas prebrali, da je sistem DAS po novem prepovedan. Zdaj se bomo vprašali, kaj je pravzaprav prepovedano. Sistem spreminjanja stekalnega kota prednjega para koles ali premikanje samega volana v več kot eni osi. Vsak si lahko odgovori sam in vsak se lahko zamisli, v kolikih virih je prebral, da sistem DAS je prepovedan. A seveda, tu posploševanje doseže nasprotni učinek, vsaj tako je moje mnenje. Nato pride navdušenec, ki ima rad Formulo 1 in kar naenkrat ne razume več nič. In v Formuli 1 imamo nešteto takih primerov. Od tega, da imamo tisto načelo, da voznik mora voziti bolid sam, brez zunanje pomoči. In sedaj se bo marsikdo izmed vas spraševal, zakaj je kaznovan voznik, če ga inženirji spustijo nevarno iz boksov ob menjavi koles. Seveda, ko se pojavi tista zelena luč po menjavi, ta spelje. In imajo mehanika, ki gleda nazaj, kolikor bi se kdo nevarno približal. Težava je v tem, da voznik mora voziti bolid sam, brez zunanje pomoči. Kolikor mu nekdo drugi pokaže, kdaj naj spelje, je to zunanja pomoč. In kolikor je nekdo drugi naredil napako, moramo kaznovati voznika. Kajti v nasprotnem primeru bi priznali, da je imel zunanjo pomoč in bi bila oba deležna kazni. Seveda, to marsikateri vir ne razloži in verjetno tudi ne razume. Podobno je s tistim inštitutom trajne prednosti, katerega priznam, da interpretiram lahko tudi malce drugače od primera do primera, a brez skrbi, nisem sam. Tudi tisti poklicani za odločanje imajo drugačne standarde. Gre za nek inštitut, kjer je treba pravzaprav ugotoviti, ali je nekdo izkoristil določeno prednost. A o tem se ne bomo pogovarjali tu. Rad bi vam pokazal še en primer, ki je izjemno zanimiv. Namreč, mnogokrat ste lahko slišali med raznimi prenosi oziroma brali v raznih člankih, da voznik, ko brani svoj položaj, lahko spremeni smer samo enkrat. Kar ni res. Sicer v pravilniku piše, da lahko voznik brani svoj položaj s tem, da lahko samo enkrat zamenja smer in da ne sme nihati levo, desno, kakor si želi. Kdo, ki dobro pozna pravilnik, ve, da lahko smer zamenja dvakrat. Kako to in kako je možno, da je dvakratno menjanje smeri legalno? Enostavno. Zamislimo si, da imamo ovinek v desno in imamo dva bolida. Enega pred drugim. Ukolikor ta sprednji se odloči, da pri desnem ovinku brani notranjo linijo, pusti odprta vrata na zunanji strani onemu zadaj. Ta se mu lahko približa, ampak ukolikor mu ne uspe sprednji par koles postaviti pred zadnji par koles onega, ki je spredaj, lahko ta določi, s kako linijo bo šel skozi tisti desni ovinek. In linija, skozi katero se gre skozi desni ovinek, je vsakomur jasna. Skrajno leva in nato desna. In to je ena izmed tistih interpretacij pravil, ki nam pokaže, kako se lahko dvakrat zamenja smer, ko se brani svoj položaj. Le to se mora izvesti, tik preden se začne tisto zviranje pred vhodom v ovinek. A seveda stvar interpretacije in stvar poznavanja.
in stvar razlage, tako da lahko tudi marsikateri navdušenec razume. Seveda, lepo je bilo slišati okrog tega, kako bodo marsikateri vložili protest. A tisti, ki je malce bliže pravilom, je lahko videl, da gre samo za izjave za javnost, za besedičenje, za ustvarjanje neke zgodbe, ki je nerealna. Kolikor bi kdo ustvaril protest, kot sem že povedal, iz tega ne bi bilo nič. Kajti, ukolikor bi imeli neko osnovo, bi protest vložili, brez da bi nekoga opozorili na to. To se počne v Formuli 1. Lep primer v sezoni 2019, velika nagrada Japonske, kjer so pri Racing Pointu vložili protest proti tovarniški ekipi Renaultu. Zopet zgodbo, katero smo že večkrat obravnavali. A ni bilo nobenega opozorila. In čeprav ta zgodba je dobila manjši odmev kot tista vezana na pogonski sklop Ferrarija, verjemite mi, da je bistveno bolj zanimiva. A o tem, da smo malce bolje razumeli, zakaj pravila v Formuli 1 morajo biti ohlapna in zakaj se moramo ukvarjati s takimi primeri. Drugače bi bili izjemno blizu tistemu, kar vidimo naprimer v seriji IndyCar, enakim bolidom, kjer si nihče ne upa narediti tistega koraka več. A Formula 1 je šport, kjer se meje premikajo naprej v neskončnost, mimo tistega, kar vsi mislijo, da je dovoljeno. In seveda, gre za moje razmišljanje, mojo interpretacijo tistega, kar razumemo v Formuli 1. Vam pa hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.